Zdaj pa začnimo s seminarjem, ki je namenjen polžjemu vsadku in sočasni uporabi polžjevega vsadka ter slušnega aparata. Prvi polžjev vsadek so v Sloveniji ustavili že leta 1996, danes ga uporablja že več kot 500 ljudi. Z njim gluha ali težje naglušna oseba ponovno sliši in ji omogoča kar se da polno življenje. Odločitev za polžjev vsadek seveda ni lahka, prav tako ni lahka rehabilitacija po operaciji. Z nami je izredni profesor dr. Janez Rebolj, namestnik predstojnika ORL klinike na UKC Maribor, ki se že 30 let ukvarja z otologijo. Lepo pozdravljeni, profesor Rebolj. Pozdravljen. Najprej čestitke za uspešno prvo operacijo osja v Sloveniji, torej posebnega vsadka za določene oblike gluhote in naglušnosti. Nam lahko pojasnite, zakaj je ta vsadek tako poseben, za kakšno napravo gre, komu je namenjena in primerna? Ja, prav, hvala lepa torej za povabilo na seminar in sem tudi vesel za udeležbo, ki je bila rečena, da je dokaj velika. Pred približno 3 tedni smo ustavili ta tako imenovani OSEA vsadek, gre pa za kratico, ostro integriran aktivni vsadek, ki je bil razvit v zadnjih letih in je pravzaprav prišel na tržišče pred dobrim letom. Gre pa pravzaprav za napravo, ki omogoča prevajanje zvoka po kosti in je namenjena specifični skupini bolnikov. In to so tisti, ki imajo lahko tako imenovano prevodno naglušnost, ki nastane zaradi neke motnje v srednjem ušesu ali v področju koščic ali bobniča ali sluhovoda ali pa kombinirano izgubo, se pravi, da je lahko deloma okvarjeno notranje uho, zraven tega še srednje. In ta tretja skupina pacientov, ki pa je za to primerna, so pa bolniki, ki so na eno uho povsem gluhi, imajo pa dokaj dobro ohranjen sluh na kontralateralni, se pravi na drugi strani. Se pravi, princip delovanja tega implanta je pa ta, da se zvok lahko prenaša tudi po kosti v notranje uho, ne samo po zraku, kar je pač ta pot, ki smo mi navajeni. In zato je pač to ena specifična skupina pacientov, ki od tega nekaj pridobi. To, kar smo mi naredili, je v bistvu nadaljevanje poti, ki jo že nekaj časa hodimo. In sicer smo naprave za kostno prevajanje začeli vsajati že pred približno 19 leti. Je pa to pravzaprav zdaj neka, bi rekel, tehnološka inovacija. Prej so se pravzaprav dobile naprave, ki so zvok prenašale preko vibracij. Pri tej osi, pri tem novem vsadku, je pa stimulacija preko piezoelektričnega efekta. Tako da v bistvu to je tisti napredek in pa tudi, bi rekel, ta zunanja enota izgleda pač drugače, bistveno drugače, kot je bilo to do zdaj. Koliko operacij pa na leto menite, da boste lahko opravili? In kakšna je čakalna doba? Ja, mi smo že doslej imeli čakalno dobo na teh operacijah za kostno vsidrane slušne pripomočke, tako da je pacientov bilo vedno več, kot smo jih lahko na leto naredili. Vsa zadeva je pa odvisna od pogajanj z zavarovalnico, se pravi, vselej izpogajamo določeno kvoto in preko nje potem seveda ne moremo in zaradi tega se tudi kreira čakalna doba. Je pa vprašanje zanimivo potem, ker je tudi zastopanost bolnikov ni čisto enakomerna v Sloveniji. Odvisno od tega, koliko so njihovi izbrani zdravniki o tem obveščeni, bom rekel tudi otorinolaringologi, ki bi potem ustreznega pacienta napotili naprej. Tako da prav gotovo pa bi jih bilo, ocenjujem, nekje 30 do 40 na leto. Osja je tudi funkcionalna in estetsko sprejemljiva za uporabnike in je možno povezati s pametnim telefonom. Torej, katere so prednosti osja implantanta? Malo prej ste že povedali nekaj. In ali je tako kot polžjev vsadek primerna tudi za otroke?
Torej, dejansko je estetsko precej lepo sprejemljiva, zato ker ta zunanja enota se pritrdi z magnetom na kožo, podobno kot za kohlearni implant, kjer obstaja tako imenovan off-the-ear procesor, se pravi procesor, ki ni pritrjen na uho. In ta je lahko tudi v barvi las, se pravi, da je popolnoma, bi rekel, skrit. In je tudi relativno ni debel, se pravi, je tanek in ne odstopa dosti od lasišča. Tako da je pravzaprav z tega stališča estetsko zelo lepo sprejemljiv. No in pa potem je seveda povezljiv tudi z pametnim telefonom, se pravi, bolnik, ki ima to napravo, se lahko poveže s telefon, za to zadevo lahko sliši, to je telefonski pogovor preko te naprave. Lahko se da tudi muziko seveda poslušati, tudi filme in tako dalje, teda to je pravzaprav fina stvar. Tudi da se iti v vodo s tem. S tem, da se dobi posebno pokrivalo za to silikona, ki se ga da preko, ampak s tem lahko tudi v vodi slišimo. Kakšne so pa bistvene razlike med osja implantantom in polževim vsadkom, ki je pravzaprav tema današnjega seminarja? Tako, mislim, dejansko ta naprava je mišljena za paciente, ki imajo neko funkcijo notranjega ušesa ali pa ohranjajo notranje uho ali pa rečemo delno prizadeto notranje uho. Tam pri tej napravi gre pač stimulacija slušne poti preko notranjega ušesa še vedno. Tudi če je druga stran gluha, še vedno gre potem zvok na drugo stran, kjer je notranje uho še ohranjeno. Medtem ko pri bolnikih, ki so kandidati za kohlearni implant oziroma polžkov vsadek, pa je notranje uho večinoma zelo okvarjeno ali pa popolnoma okvarjeno. In tam pač ne moremo stimulirati notranjega ušesa, moramo stimulirati slušni živec. Tako da so to pravzaprav različne skupine pacientov za en in drug vsadek. Zdaj smo pa pri polževem vsadku. Ali mora uporabnik pred polževim vsadkom imeti slušni aparat? Ali je pri izbiri določenega proizvajalca polževega vsadka pomembno, katero vrsto slušnega aparata uporabljamo in katere preiskave so potrebne za ugotavljanje ustreznosti kandidata za implantacijo in kako potekajo preiskave pri otrocih? Odvisno je, kakšen je razlog izgube sluha. Če rečemo, da pri malih otročkih večinoma nekateri poskušajo slušne aparate oziroma poskušajo z njimi, ampak tam sledi kohlearna implantacija zelo hitro, večinoma že pred enim letom. In bi rekel, niso neki, da bi se zelo navadili na slušni aparat. Pri odraslih pa je dostikrat pacient ima težave dalj časa, da so tako imenovane progredientne, da se počasi sluh slabša tone in marsikdo od teh bolnikov je uporabnik slušnega aparata vrsto let. So seveda tudi možnosti, da do te izgube sluha pride naenkrat, kot recimo pri poškodbi glave, zlomu recimo v področju notranjega ušesa ali pa po prebolelem meningitisu lahko naenkrat izgubimo sluh in lahko pacient, ki je prej čisto normalno slišal, pride v situacijo, ko več ne sliši. Tako da niso vsi pacienti predhodno bili uporabniki slušnega aparata. Na načelu pa je, posebej pri odraslih, položaj tak, da ima marsikdo izkušnje s tem. In je tudi idealno, da pač ima določene izkušnje in pravzaprav takrat, ko slušni aparati ne zadoščajo za zadovoljivo razumevanje besed, takrat postane tak bolnik kandidat za polžkov vsadek. Kako na kratko poteka sama vstavitev polžjega vsadka in monitoring obraznega živca? Kakšna so tveganja in morebitni zapleti po operaciji? Operacija je v bistvu precej standardizirana. Gre pa za zelo pomembno operacijo. Tudi sama naprava seveda ni poceni, zato se trudimo, da bi eliminirali vse mogoče komplikacije. Ampak poseg poteka v splošni narkozi.
res je za uhljem, in potem pravzaprav zvrtamo odprtino v celice, v kosti za uhljem in preko njih dostopimo do srednjega ušesa, ki ga nato odpremo in vanj vstavimo elektrodo. In pod ovojnico od kosti nato položimo oziroma včasih tudi zvrtamo ležišče za notranji del oziroma sprejemnik kohlearnega implanta. Sama operacija traja približno uro in pol in je večinoma spremljena tudi še potem z meritvami ob operaciji. Kar se tiče monitoriranja, se pravi merjenja funkcije obraznega živca, je to tudi standard, vsaj v naši hiši. V bistvu tam, kjer gremo v srednje uho, gremo tudi v bližino obraznega živca in v ta namen je zelo koristno, če pač imamo nek signal, ki nas opozori, da smo v bližini. Tako da se skušamo izogniti kakršnimkoli problemom s te strani. Pa še na kratko, kakšni so napotki na sveti prve dni oziroma tedne po operaciji, kako boleča je rehabilitacija, kako pogosti so negativni stranski učinki, ali lahko telo celo zavrne polžev vsadek? V bistvu lahko bolniki grejo zelo hitro po operaciji domov in mi jim damo antibiotično zaščito, dobijo tudi cepivo proti meningitisu, kar je obvezno pri takšnih napravah. V bistvu je potrebno 1-2 tedna mirovati, počivati, se ne izpostavljati naporom, se pravi, odrasli so v domači negi v tem času. Nismo imeli še slučaja, da bi telo zavrnilo ta vsadek. Treba je pa povedati, da je pokrit z silikonom, ki ga pa seveda izpopolnjujejo. In v bistvu redko je, da bi pacient razvil alergijo na tako substanco. Včasih in sila redko je možno, da se naselijo bakterije na površini tega implanta, tudi po letih, ampak tu govorimo res o izredno majhni možnosti tega. Do tega pa lahko pride, če je pač bolnik vnetje ušesa in se preko tega propagirajo klice do implanta. Ampak kot rečeno, je to izredno redka komplikacija. Pa še zadnje vprašanje pred vprašanji udeležencev. Po 4 do 6 tedenskem obdobju okrevanja po operaciji se osebi namesti še zunanja komponenta, govorni procesor, in tukaj se začne zdravljenje, sodelovanje z logopedom. Kako pomemben je pa ta del, če rečem, zdravljenja, rehabilitacije? Zelo. Pravzaprav operacija je pač pogoj, jasno, da imamo ta kohlearni implant in seveda tehnika operativna je izredno važna. Mogoče sem prej pri operaciji pozabil omeniti, da se trudimo to elektrodo vstaviti v notranje uho izredno nežno, se reče atravmatsko. In dan današnji ne operiramo samo popolnoma gluhih pacientov, ampak tudi take, ki imajo delno izgubo sluha. In jim lahko dostikrat ohranimo tisti sluh, ki ga še imajo, in ta sluh lasten potem kombinirajo z kohlearnim implantom. Da se pa vrnem zdaj na rehabilitacijo. Rehabilitacija je zelo pomembna. Se pravi, pri sami operaciji dobimo informacije, kako je treba nastaviti to napravo. To pravzaprav je potem narejeno ravno približno 1 mesec po operaciji in pa bolniki potem grejo večkrat na to nastavitev, sprva nekoliko bolj pogosto, potem pa enkrat letno. In kar v naši hiši tudi prakticiramo, se pravi, otroci obvezno hodijo k logopedu zaradi razvoja govora, ampak tudi odrasle bi poslali na avditorni trening. Se pravi, tam vidim, da je napredek v tej smeri. To, kar potem tudi naredimo, je, da sledimo rezultate, ki jih ti bolniki dosegajo, se pravi, koliko besed razumejo, koliko so se po svoji funkciji izboljšali. Imam še eno vprašanje za vas.
je smiselna zamenjava bahe z osjo? Ja, to vprašanje je zelo lepo, ne, in smiselno. Ja, torej, tisto, kar se pač misli, oziroma kar je objavljeno doslej, je to, da omogoča uječitve v visokih frekvencah bolj kot pač baha. Tako da si na tem področju mislimo, da bo prinesla več. Potem naslednja stvar, ki bi jo izpostavil, je pa tudi seveda estetski vidik in pa mogoče manj problemov oziroma ni problemov z kožo okrog nosilca, ki je lahko prisotna pri nekaterih bolnikih, ki imajo take vrste tole baho, ki ima nosilec nad nivojem kože in imajo vnetja okrog tega. Se pravi, tukaj seveda koža intaktna, zaščita in tega problema ni. Je pa operacija v narkozi pri osi potrebna, tem ko je baha operacija v lokalni narkozi. Kakšno je vaše stališče glede tega, da se marsikje v tujini oseba takoj po operaciji odpravi domov in da se vrnejo na delo v nekaj dneh, 3 do 4 dneh? To, da gre oseba po operaciji domov, je čist, bi rekel, lahko, to je možno narediti. Mi rajši pacienta za kakšen dan zadržimo, ker naši ljudje so navajeni biti pridni pa delati pa tako naprej, in rajši imam, da kakšen dan, bi rekel, da malo počiva, ne. Sicer pa je to možno, ne. Zakaj ne? Pri marsikakšni operaciji pri nas grejo že isti dan domov, ampak za kohlearni implant se mi pa zdi, da je vseeno bolj varno nekaj dni počivati. Tudi kar se tiče bolniškega staleža, menim, da je bolje, da pacient 2 tedna počiva doma. Ljudje imajo različne poklice, lahko dobijo pri svojem delu tudi kakšno vnetje, česar si pa v tem trenutku res ne želimo. Se pravi, tiste 4 tedne, ko se ta zadeva celi, je idealno, da ne pride do nekih težav s tem v zvezi.